Zdaj pa še meni pripadla dolžnost in čast, bom poskušal biti čim bolj kratek, da kot zadnje predavanje predstavim še osnutek zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja skozi oči zdravnika. Čakaj, kako grem? Tukaj grem naprej. Tako, ja. O čem bomo govorili? O razlikovanju med svobodo in pravico, o demokratičnem odločanju, socialni vidik, komu naj dodelimo to pravico, naloge izbranega osebnega zdravnika, primerjava avstrijskega zakona in slovenskega predloga in nekaj sklepnih misli. Najprej nam bo jasno razlika med svobodo in pravico. Svoboda pomeni, da sam lahko storim vse za udejanjanje svoje odločitve. V skladu s svobodo, ki jo vsi podpiramo, avtonomnega posameznika nihče ne sme ustaviti in lahko s seboj, če seveda ne ogroža drugih, nekaznovano počne, kar mu je volja. Lahko si škoduje, lahko popiva, lahko kadi, lahko se drogira, če seveda pri tem ne ogroža drugih. In seveda brez njegovega soglasja ni dovoljen noben poseg, ne glede na to, če bi nastale tudi slabe posledice v opustitvi. Pravica pa je druga zgodba. Pravica je, da se kadar govorimo o pravici, govorimo o tem, da se moja odločitev udejanji, pri tem pa potrebujem pomoč drugih. Pri svobodi jo ne potrebujem, pri pravici jo pa potrebujem. In to je bilo že rečeno, pri pravici, torej pravica nekoga pomeni tudi za drugega dolžnost. Torej, pacient nima pravice, da bi od zdravnika zahteval dejanje, ki je v nasprotju z zdravnikovo strokovno ali etično presojo. Pacient nima pravice, tudi po zakonu o pacientovih pravicah, da bi zahteval neko zdravljenje, lahko ga odkloni, ne more pa ga zahtevati, in pacient tudi nima pravice, da bi po mojem prepričanju, da bi na primer zahteval evtanazijo. Druga točka mojega kratkega predavanja je o demokraciji. Dve bistveni značilnosti demokracije sta uveljavitev večinskega mnenja in pa zaščita manjšine. Torej ni dovolj, da pri sprejemanju zakonodaje sledimo volji večine. Skrbno moramo pretehtati bremena odločitve za manjšino, ki bi jo sprememba lahko prizadela. Danes je bilo že omenjeno, referendum o oploditvi zdrave samske ženske z biomedicinsko pomočjo. Na referendumu je bila ta pravica zavrnjena, ne glede na to, kaj si mislimo o vsebini tega predloga. Dejstvo je, da je šlo za nedemokratičen princip, kajti vsi ljudje so odločali o pravici ene manjšine. In seveda velika večina ljudi, ki so odločali na tem referendumu, nima s tem nobenega interesa, se jih to sploh ne tiče, vendar so odločali o interesu te manjšine. In na podoben način zagovorniki prekinitve življenja z zdravniško pomočjo nedopustno poenostavljajo, da imamo samo dve množici ljudi, če tako po šolsko narišemo, modra pika so prosilci za evtanazijo, v rumenem so pa vsi ljudje. In njihova logika je, da vsi ljudje pač ne bodo v ničemer prizadeti, če bomo tej majhni manjšini omogočili, da po svoji avtonomni volji odidejo na drugi svet. V resnici je pa zgodba malo drugačna. Imamo vse ljudi, potem imamo pa znotraj tega eno manjšo množico ljudi, ki jih lahko rečemo kronični bolniki, invalidi, verjetno so tudi starostniki.
In znotraj te manjše množice so prosilci za evtanazijo. In če želimo biti demokratični, ne smemo gledati izključno na odstotek zagovornikov evtanazije med vsemi ljudmi, torej to rumeno množico, ampak tisto, kar je bistveno, je, da niso prizadeti kronični bolniki in invalidi. In ti pa so dejansko prizadeti z legalizacijo evtanazije, kajti legalizacija evtanazije neizbežno vodi v dojemanje kronične bolezni, invalidnosti in staranja kot neželenega stanja in k tihim pritiskom, da se te osebe odstranijo. Toliko o demokraciji. Naslednja točka je socialni vidik. Anatole France je v tale citat sem našel pred kratkim, zelo zanimivo napisal o enakopravnosti v zakonu. Pravi, zakon v svoji veličastni enakopravnosti tako bogatim kot revnim prepoveduje, da bi spali pod mostom, beračili ali kradli kruh. Torej nikjer v tem zakonu o spanju pod mostom in beračenju ne piše, da je to velja samo za revne. Tudi v predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja socialni položaj ni omenjen, pa vendar premožni bodo lahko izbirali med evtanazijo in dobro, plačljivo nego, vsaj tako kot je pri nas trenutno. Za ljudi iz obrobja družbe pa bo korak v prostovoljno smrt edini način, da se rešijo trpljenja. In da je tako, je eksplicitno potrdil dr. Dušan Keber na sestanku, ki smo ga imeli na Komisiji za medicinsko etiko 30. maja. To je zapisano v zapisniku in on je potrdil ta zapisnik, tako da ne bo kakšnega dvoma. Je potrdil, za pomoč pri končanju življenja bodo lahko zaprosili tisti, ki bi jim trpljenje sicer lahko dobro ublažila oskrba v domu starostnikov, vendar nimajo denarja, da bi si oskrbo plačali. Mislim, da kaj si mislimo o zdravniku, ki nekaj takega napiše, puščam vam. Kaj pa je zdaj to vse zgodilo? Tako. No, naslednja stvar je kriteriji pri odločanju o pravici do pomoči pri končanju življenja. To je 6. člen predloga zakona. Tukaj so točke, kateri ljudje bodo lahko zaprosili za končanje življenja. Vse je usmerjeno na videnje pacienta. Zanj neznosno trpljenje, za pacienta sprejemljiva možnost lajšanja, torej za katerega ne obstaja za pacienta sprejemljiva možnost lajšanja in ki je izraz terminalne bolezni, bolezenskega stanja ali invalidnosti, pri katerim po medicinski presoji nadaljnja zdravstvena obravnava ne more spremeniti neugodnega stanja, nepovratnega zmanjševanja telesne ali duševne zmogljivosti, tukaj se lahko prav vsi najdemo. Tudi mlajši med vami najbrž ste bili pred 10 leti v boljši kondiciji kot danes. Ali pa drugega stanja, ki ga je mogoče objektivno presojati. Torej, ti kriteriji so izredno široki, slabo definirani in izjemno široki. Vsakomur je prepuščeno, da se sam odloči, ali je njegovo trpljenje neznosno. Trpljenje je lahko telesno, lahko pa tudi duševno, socialno ali eksistenčno. Torej se lahko za usmrtitev prijavijo tudi osebe z duševnimi boleznimi ali osamljeni starostniki. In na istem sestanku je dr. Keber tudi povedal, da za pomoč pri končanju življenja bodo lahko zaprosili bolniki z duševnimi boleznimi. Kako je z avtonomijo teh bolnikov, je pa drugo vprašanje. In tukaj smo pri problemu tega predloga zakona, da v bistvu avtonomija. Oni predpostavljajo popolno avtonomijo osebe, ki zaprosi za usmrtitev
in ne razumejo, da velika večina bolnikov, tako kot je rekla dr. Buturović-Ponikvar pravkar, velika večina bolnikov že prej, še manj pa v zadnjem obdobju življenja, že zgodaj v bolezni, ampak še manj pa v zadnjem obdobju življenja, nima popolne avtonomije, jo tudi noče, jo ne želi. Nikjer v zakonu ni mesta za objektivno strokovno oceno bolnikovega stanja. Postopek torej steče, če tudi obstaja možnost uspešnega paliativnega zdravljenja ali celo ozdravitve. Pri tem, seveda, mi vemo, priseben bolnik, torej oseba s polno avtonomijo, ima seveda pravico, da zavrne zdravljenje, ki bi mu lahko rešilo življenje ali znatno ublažilo težave. Te pravice pa ne smemo razširiti na sklep, da bolnik v takem primeru lahko zahteva usmrtitev. On lahko odkloni, vsi poznamo bolnike, ki so odklonili zdravljenje in jim je potem šlo slabo, ampak to je pač to spoštovanje avtonomije bolnika, ki lahko zavrne zdravljenje, ne pomeni, da pa lahko zahteva usmrtitev. Tudi ta možnost, da bolnik svojim bližnjim prikriva svojo odločitev, je blago rečeno problematična. Tako kot je bilo danes že rečeno in je Maja lepo povedala, kako bomo potem pa svojci, če svojci so del tima in ne moreš kar reči, ja, vaš oče je pa, smo ga pa usmrtili, ker je tako želel. Mislim, da mimo svojcev ne moreš. No, naslednja stvar v moji kratki predstavitvi so naloge izbranega, tako imenovanega lečečega zdravnika. In tukaj je spisek nalog, več kot 10 nalog, 12-14 nalog, ki naj bi jih zdravnik izpolnil. Bistven, zelo dolg spisek vsega, kar naj bi naredil. Ne bom bral tega, ampak mislim, da je stvar, že sama lista, če vidite, koliko je teh stvari, ki naj bi jih naredil, je dovolj poučna. Torej gre za zelo obsežen spisek nalog. Predlagatelji zakona predvidevajo, da bo za to delo potreboval 11 ur in bo za to delo prejel neto plačilo okrog 250 evrov. Mislim, ne gre za plačilo toliko, ampak jaz mislim, da je ta ocena 11 ur za toliko dolg spisek nalog bistveno prekratka. Že dejstvo, da bo moral po našem predlogu, ne našem, po slovenskem predlogu zakona zdravnik sedeti ob bolniku, dokler ne bo umrl, to lahko traja več ur, v nekaterih primerih tudi 24 ur in dlje. Če posebej, če gre za mlade sorazmerno bolnike v sorazmerno dobri telesni kondiciji, lahko traja precej dolgo. In po zakonu, po predlogu zakona naj bi zdravnik zraven sedel. Ampak tudi vsi tisti prej pogovori, to vzame čas in jaz upam, da ga vzame. Jaz upam, da tega zdravniki ne bi naredili v 5 ali pa 7 minutah, kakor jih imajo sicer v ambulanti družinske medicine za pogovor s pacientom. Ogne se vsemu temu lahko samo, če že vnaprej uveljavlja ugovor vesti. V vseh drugih primerih ga vse to čaka, to je bolnikova pravica. Celo, če bi sam napisal, da bolnik ni primeren za evtanazijo, da se ne strinja s tem v skladu s 6. členom, ampak bi drug zdravnik, ki ga pošlje potem komisija za oceno, državna komisija, če bi drug zdravnik rekel, ja, pa je primeren, lahko povozijo mnenje lečečega zdravnika in to mora ponižno nadaljevati nekaj, kar je sam mislil pa, da za konkretnega bolnika ni primerno. Tako da recimo v avstrijskem zakonu je potrebno soglasje obeh zdravnikov, pri nas je pa samo eden potreben. Eden je lahko proti, pa ga komisija povozi. Tako da to je etično in pravno čisto nesprejemljivo, da bi recimo
rekel, ni prav, a ne. Torej, razlike med avstrijskim in slovenskim zakonom malo smo videli že dopoldne, ko je profesor iz Dunaja nam svoje pripovedoval. Pri nas so kriteriji bistveno širši, pri nas je lahko eden zdravnik odklonilnega mnenja, pa to ne velja in je lahko njegovo mnenje, ga lahko komisija povozi. V Avstriji je nujen notar, pri nas zadostuje polnoletna priča, sosedov fant bo prišel in bo podpisal in to je to. Pri nas je tudi evtanazija, ne samo pomoč pri samomoru, in pri nas je izbrani lečeči zdravnik tesno vpleten v celoten postopek. Medtem ko v Avstriji ni vpleten vse te stvari, samo odobri, da si lahko bolnik oziroma njegovi svojci priskrbijo, ne smem reči zdravilo, ampak strupe in sami opravijo to stvar brez njega. Sklepne misli. Predlagatelji zakona napačno enačijo svobodo s pravico. Druga stvar je, da je ta zakon v nasprotju z interesi in pravicami manjšine, ki niso samo ti ljudje, ki želijo umreti, ampak kronični bolniki, invalidi, starostniki, in je torej sprejemanje zakona mimo teh skupin ljudi in seveda mimo zdravništva je nedemokratično. Zakon je socialno nepravičen, vsaj dokler vsem ljudem v praksi, ne samo teoretično, ne bo zagotovljena brezplačna kvalitetna paliativna oskrba. Eksplicitno bi morali izvzeti bolnike z duševnimi boleznimi in dementne osebe in pa zakon nerealno predpostavlja polno avtonomijo osebe, hkrati pa popolnoma ignorira avtonomijo zdravnikov. Najbolj se dotika dela družinskih zdravnikov, ki jim nalaga vrsto novih etično spornih obveznosti, kar bo nujno vodilo do nadaljnjega upada zanimanja za delo v družinski medicini. In še zadnja misel. Vendarle ob vsem tem mislim, da potrebujemo zakon, ki bo celovito uredil ves spekter strokovnih, etičnih in socialnih in pravnih vprašanj za ljudi ob koncu življenja in bo usklajen z zdravništvom. In opozoriti želim na tiho nevarnost, da bi po nemškem zgledu prevzeli pravno ureditev z dekriminalizacijo pomoči pri samomoru. Takšna ureditev predstavlja izjemno veliko tveganje za hudo bolne in za starostnike. Zavedati se moramo, da bolnikovi bližnji niso vedno le dobrohotni, nekateri na bolnika gledajo le skozi svoje interese. Dekriminalizacija pomoči pri samomoru pomeni, da ni prav nobene pravne varovalke, ki bi zaščitila te ranljive skupine ljudi. Če pomoč pri samomoru ni kazniva, če ni nobenih pravil ali obveznosti poročanja, kdo bo preveril, ali je bolnik resnično želel umreti. Torej to je pa, ta dekriminalizacija je pravno najbolj enostavna, samo en člen se črta v kazenskem zakoniku, ali en del enega člena se črta v kazenskem zakoniku in se, tako kot samomor ni kazniv, se tudi pomoč pri samomoru ne kaznuje več, ampak to bi bila pa zelo nevarna ureditev, ker bi potem lahko dejansko svojci za svojimi ljubimi starimi starši in ostalimi ranljivimi počeli, kar bi jih bilo volja in bi na koncu izjavili, ja, je želel umreti. Če ni obveznosti, če ni zakona, če ni obveznosti poročanja, potem jim moraš pač umrti, človek je pa itak na drugem svetu, tako da nič več ne more povedati. Tako da to pa je nevarnost, ki se ji moramo pa na vsak način upreti. Hvala lepa.